Andraž, živijo. Živijo. Lepo pozdravljen. Hvala, ker si se odzval. Ne? Zdaj moramo pozdraviti še gledalke oziroma poslušalke oziroma poslušalce oziroma vse tiste, ki se identificirate s čem vmes. Živijo v potovalnem podcastu o skarizmi. Naj vam predstavim še Andraža. Andraž je direktor in soustanovitelj večkrat nagrajenega podjetja Red Orbit. Si neke vrste guru digitalnega marketinga. Ne? In tole bo super zanimiva debata, ki se pravzaprav zelo veselim. Ne. Jaz sebe dojemam kot enega tazga digitalnega antitalenta. Ne vem, če ti bo to všeč, sem tudi malo skeptik. Ne. Mogoče zato, ker mi ne gre. Skratka, sem pa en uporabnik, ampak eden tistih, a veš, ki po navdihu klika yes pa no, pa ima pa vedno dva frenda, ki mu računalnik rešujeta, pa se sprašujeta, kaj se... Skratka, vse, kar bi pa rad na dolgi rok, je pa, da bi kot uporabnik in kot potrošnik preživel v tej digitalni džungli. A mi lahko pomagaš? Ja, mogoče, nisem prepričan. Dajva probati. Tako si me pogledal, da se ti zdi, da ni preveč upanja zame. Mislim, da ni problem samo v tebi, ampak razumem tvoje izzive, da moram tako reči. Ok, dajva zdaj najprej izhajati iz tega, kar ti počneš. Ne? Tvoja zdaj ekspertnost je, da naučiš tiste, ki nekaj prodajajo, ne, uporabiti ta digitalni svet. Ne. Jaz bi si pa želel, da je tole debata, kjer bi se jaz kot končni uporabnik lahko iz tvojega znanja naučil kaj uporabnega zase. Ja, začnemo lahko, točno to pač moja ekspertiza, karkoli. Jaz mislim, imam ali pa nimam za strokovnjaka, ampak ja, zadnjih 22-23 let vodiš že to podjetje, tako da nekaj veš o tem. Živim v tem nekak bablu digitala, tako ali drugače, in probam preživeti tudi jaz. Ok, kje bi začela tole? Ne? Recimo, mogoče, če bi tako, recimo, tvoje podjetje je staro zdaj 21-22 let, ne? Ja. Imate 21-22 zaposlenih. Tako, približno. Rastete približno ena na leto. Ena. Lepa organska rast. In me zanima, ne, kako je zdaj ta digitalizacija skozi tvoje oči ali pa skozi izkušnjo tvojega podjetja vplivala na svet zadnjih 20 let? Ne? Dobro vprašanje. Jaz mislim, da pač vse skupaj se je začelo gotovo že malo prej. Mogoče ne toliko v Sloveniji, ampak jaz sem v tem leta 99, konc srednje šole, začetek faksa, nadobudni študent, računalništvo, to je neki future. Bomo že videli, kaj bomo počeli, pa mi je bilo malo dolgčas in sem zelo hitro pristal na internetu in nekaj začel na internetu delati. Tako da moja strast iz digitala je čisto slučajno ratala, ker sem bil v ta pravem trenutku na pravem času mogoče, pa pojma nisem na začetku. Pa sem pa tudi jaz nekako začel rasti s tem, kaj digital ponuja, takrat je bil še Google, ni bilo na začetku še prej, Alta Vista, pa najdi si v Sloveniji. Pa je Google prišel, pa je Facebook prišlo, tako da vsako orodje, ki se je dodalo, ali pa vsak kanal od teh social medije in podobne, je prinesel nam rekel revolucijo, čeprav si pravi revolucija, ampak rekel mogoče najprej malo navdušenja na enem koncu, na drugi strani zmedo. In jaz pravim, da digital je še zmer en divji zahod, ker ima ene svoje pravila, pa znajdeti se moraš, pa ta pravila niso čisto jasno napisana. In ja, mislim, pa verjetno se razvija s prehitrim tempom, da bi lahko sproti ovrednotili, kaj pravzaprav počnemo. Ne? Ali se ti zdi, da ne? Mislim, glede na to, da si ti zelo posvečen v te zadeve, verjetno slediš tem stvarem, ampak jaz kot uporabnik se pa zgubljam. Ne? Ja, pa tudi jaz se pač sledim, pa se zgubljam. Absolutno se strinjam. Pač, zdaj govorimo o digitalnih tehnologijah, ampak nasplošno pač vse se tako hitro dogaja, pa skozi hitrejši tempo je. Tako da, čeprav je to, rečemo, moja ekspertiza, področje, kjer živim in delam, ni pogojev, da lahko vsemu slediš. Sploh pa, tako kot si rekel, naštudiraš, kaj je res kul, kaj ni, pa tudi, če veš, par let nazaj je bilo tega ful manj, je bilo lažje zračunati ali pa vedeti, kaj deluje in kaj ne. Saj se zdajle, zadnje 4 leta, se vsako let vse na glavo obrne. Tako da, itak se spreminja tako hitro, da tvoje znanje izpred 5 let je nično. Ja, napredek je bliskovit, ker verjetno si ti s podjetjem začel včasih, ali pa jaz zdaj ne morem opredeliti, ti boš pa vedel, kdaj je bilo to, ampak pred časom, je to zdaj 10 ali 15 ali 17 let nazaj, so bili časi, ki ti je tako nekdo, ko si ustanavljal kakšno podjetje ali pa si hotel nekaj nekomu skomunicirati ali pa biti bolj opazen, rekel, jaz poznam modela, ki mu daš 150 evrov,
pa ti zrihta, da boš na prvi strani Googlovih zadetkov. Tako nekako, bližno V katerem letu to govoriva? Tolarji so bili, tam začetni, niso bili še evri. Tako da, približno tako smo mi začeli, mogoče jaz kot študent, to je bilo tam 99, 2000, 2001, ko se začeli te zadeve pojavljati. Jaz mislim, da tudi kot družba smo se drugače informirali, oblikovani in je bil internet mogoče neki shiny new thing, nekaj novega, ko so določene podjetja malo, dajmo probati. Poli pa skozi leta, jaz mislim, da tam ena velika prelomnica v Sloveniji se je, mi zdi, da se je zgodila leta okoli 2006-2007, ko je internet malo začel bolj strmo rast v uporabi, pa tudi stališča poslovne uporabe. Pa Facebook je prišel v Slovenijo takrat enkrat, mogoče kakšen let kasneje. Pa je bila prelomnica finančna kriza od 2012, 2013, 2014, ko se je tudi, če danes govori o turistični branži, pa o turizmu, drastično spremenilo, kaj se kupuje na internetu in kakšen je share of wallet, se pravi, zakaj mi kot potrošniki namenjamo denar. Pa je pa sam še gor, vsako leto je nekaj novega bilo. Takrat, kaj je bil pa največji game changer? Je bil to smartphone? Ja, jaz mislim, da niti ne. Ne? Jaz mislim, da sam smartphone, sam po sebi, jaz mislim kot device, ni bil game changer. Game changer je bil smartphone, se pravi naprava, v kombinaciji z širokopasovnim dostopom oziroma hitrimi mobilnimi omrežji, ker če je počasi deloval, jaz, ko sem iz Kranja hodil na faks, smo imeli VAP. Pač nisi mogel, dosti hiter ni bil telefon, da bi potegnil, pa dobro, Slovenske železnice nisi imel niti urnika takrat na internetu in sem si naredil svoj spletno stran, niti ni to bilo, ampak sem tabelco, kdaj vozil vlak. Ampak takrat ni bilo niti tehnološke podpore ali pa podlage v smislu dosti hitrega interneta, da bi sploh internet obstajal, bil uporaben na smartphonu. Se pravi, imamo device, imamo hitrost nalaganja in ta tretji faktor, ta tretja revolucija, ali pa ki je tukaj naredila največjo, v kombinaciji s tem največjo spremembo, so bile družbene mreže. Kar naenkrat ni bil pred Facebookom, vse smo imeli MySpace, pa ne vem kaj vse, ampak tukaj ne v Sloveniji, ampak Facebook je nekako prenesel, zdaj se pa družim gor. Ni resna uporaba, pač internet iz Cerna, iz Švice, ki je izhajal, bil čisto znanstvena uporaba, deljenje strokovnih člankov, pa so bili Najdi in Alta Vista v tujini, pa Yahoo, ki je bilo poslovne informacije in dokaj je bilo vse, dajva reči, resno. Pa je pa prišlo, zdaj se pa lahko le zabavam. Pa je pa prišel YouTube, pa se še malo zabavam. Pa je prišel Instagram, pa je prišel Twitter, pa je prišel TikTok, se pravi. Jaz mislim, da preskok se je zgodil, telefon, hiter dostop do interneta, pa zabava gor. Ker smo kar naenkrat, na žalost, ugotovili, da je fajn biti gor, pa da bi se s prijatelji družili v gostilni v pivo, se lahko na Facebooku malo pogovarjava. Ja, in ta sprega vseh teh dejavnikov je totalno spremenila svet. Pa da ne bova zdaj to gledala z nekega, kot neka napol postarana kritika. Pač dejstvo je, da zdaj mulci, mislim, da sem zadnjič bral ameriško statistiko, da je okrog, da se bliža 8 uram, mislim, da čas preživeti za interaktivnimi ekrani. Tako to je pravzaprav, bom rekel, celotno zavestno ali pa budno obdobje nekega dne, če odšteješ šolo ali pa službo. Skratka, nekdo je poskrbel, da tem napravam izdatno namenjamo pozornost. In to je neka nova realnost, v kateri se midva zdaj fast forward znajdeva. Ja, mislim, realnost, ki, dobro, saj mogoče spet moj pač fohto, ker sem malo bolj zaveden, kaj je v zadnjem algoritmu, nažalost zelo nevarna realnost, ampak zelo nevarna prihodnost, da tako rečem. Pač, to so algoritmi, ki so zasnovani, da te zasnujejo. Facebook in social media je droga, pika konc, pač dokazano. Čak, tako hiter si na začetku podcasta sva že tukaj. Odlično. Odlično, čudovito, ker si mi zdaj do krasen predložil, ker imam jaz naslednje vprašanje, sem imel v glavi tako algoritmi. Jaz sem mislil, da boš ti s takim navdušenjem to pospremil, kot eni moji frendi, ki so pač IT-ovci oziroma računalnikarji oziroma programerji. Pa zdaj algoritmi, tak ambivalenten odnos imamo do tega. Nekateri se jih veselite, ti očitno ne, oziroma imaš zelo tak previden odnos, zdaj drugi pa z njimi že skoraj strašimo otroke, če ne boš pazil, te bojo algoritmi.
Ja, saj to, mislim, dobili. jaz sem fasciniran, kot programer sem fasciniran nad algoritmi, kaj smo kot človeška raša zmožni bili narediti ali pa smo zmožni narediti. Od pač algoritmov, ki jih imel Facebook že leta nazaj, da pač res znajo vplivati na tvoje vedenje in te zasvojiti, do zdaj imamo umetno inteligenco. Na drugi strani pa kot starš, mogoče še enkrat, zato ker se zavedam, kako je to narejen tehnološko zad, imam zelo striktna pravila do mojih otrok, do kakšne mere in kako pogosto lahko uporabljajo internet. Ok, ne? In zdaj me je začel skrbeti, ne? Glede na to, da si ti človek, ki zelo dobro poznaš algoritme oziroma jih skušaš čim bolje spoznavati, ne? Ker se ukvarjaš z njimi. Ne? Da mi to mogoče za začetek povej, še predtem te tisto vprašam, kar sem te mislil. A se ti zdi, da ti kot strokovnjak lahko slediš tempu, s katerim napredujejo algoritmi, ali niti nimaš uvida v to, kako dobro mene pa tebe algoritmi sploh poznajo? Jaz mislim, ne moreš slediti vsega, kar ti tudi razkrijo, ne, dajmo tako reči. Pač to je black box, ki ga imata Facebook, Google, TikTok itd. Tukaj gre za ene ogromne količine podatkov, ki jih lahko potem kot strokovnjak interpretiraš na bolj ali pa manj inovativen način. Ne? Do ene mere jih probaš razumeti, testiraš, da probaš čim bolj razbrati, kako algoritem deluje, ampak 100% ga nikoli ne boš razumel. Vprašanje, če ga tudi na drugi strani Facebooka, kot eno od primerov, 100% zastopijo vsi programerji ali pa vsi deležniki, ker pa moje je toliko je vpletenih 10,000 ljudi, da tle malo strašljivo, a sploh kdo res zastopi, čeprav big scheme po moje zastopijo. Ampak jaz mislim, da na drugi strani, rečemo, kot zunanji deležnika, gledam zdaj na algoritme, ali pa tudi kot klasični uporabnik interneta, je zelo preprosto. Pač moraš se malo zamisliti, ampak sploh ni komplicirano. Če veš, kaj je game plan od Facebooka, kaj je game plan od TikToka, kaj je pač globalna namera od Googla, njihovi algoritmi seveda se malo spreminjajo, malo boljše ratujejo, ampak njihov cilj je isti. Cilj že 20 let je isti. A lahko na meni stestirava tako, recimo, da si ti meni postavil vprašanje, če vem, kakšen je njihov, kako si že rekel, en izraz si uporabil, game plan. Pač kaj je ga kaj on čijo od mene. Ja, kaj hoče Google doseči? Ja, meni se zdi, da Google hoče doseči, da mu jaz predam kar se da velike nepozornosti. Ne? A je to res? Jaz bi rekel, da je to Facebook, pa TikTok, Google pa ne toliko. Ko želijo mi nekaj prodati. To prej. Tako razumem to sprego. Najprej želijo mojo, seveda, če mi želijo nekaj prodati, morajo najprej pritegniti mojo pozornost. Jaz moram imeti nek oseben razlog, da se tam znajdem. Ne? Ja. In pol oni na nek način želijo malo štekati moje preference, kaj me zanima. Zdaj ne morejo oni meni prodajati supanja, če jaz kajtam. Ne? Skratka, oni morajo vedeti, da jaz kajtam, ne? In šele ko vejo, da jaz kajtam, mi lahko prodajo Oakley sončna očala, ki jih tržijo tudi v tej grupi, ki se prekriva med drugim tudi s športom, ki ga jaz gojim. Ja. Evo, tako simpel si jaz predstavljam. Mislim, blizu, ampak je še malo hujše. Ne? Pač v bistvu zdaj gre, social media je drugače od Google. Pa šla pol na Google. Social media, Facebook, TikTok, Instagram itd. Njihov namen je čim bolj tebe spoznati, razumeti, kdo si, kakšne imaš interese, vse v detajle, zato da lahko te podatke bolj kvalitetno prodajo svojim oglaševalcem. Ker če ti oglaševalcu Oakley v tem primeru, ki se je rekel, prodal, ok, jaz tem pa tle 3 milijone, res hard fan, super, ali pa kajtarjev, lahko potargetiram, bo zato priplavam plačati ne x evrov, ampak 100x evrov na uporabnika. Ne? In tle se služi za njih denar. Zato, da oni to lahko naredijo, bojo pa na eni strani res hoteli vse preference od tega, po drugi strani bojo pa tebe kot uporabnika primerjali s podobni uporabniki in videli, mogoče od tebe še ne znamo sklepati vsega, ampak taki, ki so 99% podobni tebi, nosijo Oakley. Boš pa tudi Oakley imel. Se pravi, pač res gledajo primerjavo med sabo uporabnikom in jih sgrupirajo, v angleščini se reče klaster, v slovenščini, kako bi rekel, to pač ene skupince. Zbirk. Ja, in njihov namen je, hočejo, da si čim dlje na njihovih omrežjih. Zato, ker dlje, ko si gor, več kot interakcij imaš, več kot boš video pogledal, več kot boš like kliknil, več kot boš komentiral. Bolj zanesljive podatke imajo.
Tako, več podatkov lahko zajamejo, bolj natančno lahko sklepajo. Koliko časa si zadržal se na enem ekrančku, preden si preslajdo naprej na naslednjega, vse to meri, vse, od A do Ž. In njihov namen je klasičen. Ja, jaz te hočem imeti gor, če se le da 8 ur na dan, ko si rekel. Če se le da. Ja. Medtem ko Google filozofija izhaja iz druge, mogoče je a bit less evil plan, rečemo malo manj zloben, čeprav je še zmeraj napisan gotovo z stališča marketinga, pač oni se bojo prodali organizacije informacije, kar je čisto res. Ampak zakaj Google resnično uspel? Saj ni oni bil prvi iskalnik. Prej smo imeli mogoče na drugačno tehnološko podlagi zgrajene Alta Vista, pa Yahoo, pa v Sloveniji Matkurja, pa Najdi in podobne zadeve. Ampak vsi te ostali starejši iskalniki so temeljili, da so uporabnika spravili k sebi na Matkurje, na spletno stran ali pa najdi.si, pa so ga hoteli zadržati čim dlje časa pri sebi. Ampak če jaz iščem eno informacijo, jaz nočem biti čim dlje na Googlu ali pa čim dlje na Yahooju. In Google je pogrunto, jaz moram čim hitreje temu uporabniku servirati najboljšo informacijo, ki jo išče. Če bo on dobil v stotinki sekunde kot prvi rezultat tisto, kar on išče, bo on rekel, zadovoljen sem. Ne, če bo jaz 10 minut gor na spletni strani Google. Tako da Google pa algoritem v osnovi temelji, da jaz ti hočem servirati čim boljši rezultat kot prvega, brez da klikneš, če se le da, gre zdaj temu se reče zero click, se pravi brez klika, ti ponuje nekaj in ti da perfekt odgovor na kar iščeš. Ja. In potem dol z Google, to je njihova filozofija. Malenko se na koncu zadnje leta malo spreminja, lahko že na Google biš ves odgovor, ker ti pokaže vse to. Se pravi, oni pa nijo 20 minut ali pa 8 ur odgovor na dan, nočejo tega. Oni bojo služili od tega, kar bo v čim krajšem času na prvem odgovoru ti odgovorili na tvoje vprašanje. Spet, da to naredijo, morajo poznati cel internet, vse možne odgovore, pa tebe spet v nulo poznati. In kako me spoznajo? Google je pa po mojem še 3 korake naprej od Facebooka. Zaradi tega, ker ima toliko še naprav zraven, imamo YouTube pa vse to in te pač, ne sem Google, tudi družbeno omrežje, merijo vsakič, ko si preklopljen gor, ti merijo, kje si, lokacijo. Merijo vsako tvoje iskanje. Fizično lokacijo. Saj zelo natančno lahko dobijo. Vsakeč, ko se to določijo z IP-jem? Z IP-jem ali pa triangulacijo, če si na mobilni napravi, se pravi pač oddajniki od enega od ponudnikov mobilnih omrežij. Lahko pomagaš, a se lahko tudi malo stava, ker tega res ne razumem. Kaj lahko Google z teh mojih podatkov, recimo, da jaz pridem domov, grem v službo, odpeljem otroka v šolo, pol grem laufat ali pa s kolesom in pol grem 5-krat izpod češnje v dnevno sobo, kaj oni sklepajo z teh podatkov? Oziroma, kaj jih zanima? To praktično jih zanima vse, kar se v tvojem življenju dogaja. Dajva imeti en primer, ali pa mogoče bomo mogli imeti dva. Recimo, zakaj jih zanima lokacija, najbolj preprost primer. Zdaj so v Kranju in napišeš frizer. Pač on ti hoče servirati frizerje, ki so kle blizu, ne frizerje v Mariboru. Čeprav si v slovenščini napišeš. To razumem, ja. To je najbolj simpel. Ampak pa, če gre malo bolj konkretno, rečemo, da doma prenavljaš hišo. Pa si se odločil, da boš sam to naredil. In napišeš vodovodna cev. Če on ve, da si sam se odločil, ali si v fazi prenove hiše in da si že prej mogoče bil na Merkurju ali pa na Bauhaus spletne strani in si kupoval neke druge in iz tega ve, da si bil na Bauhaus in da si že kupil ene ventile, kva je svem. Znam zgodbo in ti nekaj časa v glasi ponuja samo orodje za... In on ve, da ti sam delaš. Ne, da iščeš vodovodno cev, pa mogoče ni najboljši primer in v bistvu vodovode rabaš. Kako pa ve, da jaz sam delam? Zaradi tega, ker si prej mogoče na Bauhaus spletni strani dal v košarico ventil ali pa si na YouTube gledal, kako inštalirati pipo v kopalnici, do it yourself in vse to vejo. In oni vejo za eno zelo splošno besedo, ki je zelo dvoumna, ki lahko različne stvari pomeni, oni vejo zate, midva bi oba napisala, ampak zate vejo, da te v tem trenutku pomeni nekaj drugega, čisto tvoje vedenje, kaj v glavi imaš, že znajo prebrati, kakor pa kaj bi jaz opisal. Pa ista ključna beseda, ki sem v Google dal. Prihaja do tega, da pač, ko ti napisal Google, on že, če začneš tipkati nekaj, ti že ponuja ene rezultate, ene freze. Razume nek personaliziran kontekst. Kontekst. Pač
Temu se reče micromoment, mikromoment v slovenščini, ker on zastopi tvoj kontekst, zastopi tvoje, zdaj bo pa malo posodobila, posplošila, lokacijo, kje si, a ne, in tvoj časovni okvir. Kje si, koliko se ti mudi, je zdaj 8 ura, je 3 ura, popoldne, je sobota in nedelja, in do vsega tega mikromoment servira drugačno informacijo, kot pa če boš ti čez 2 dni isto vpisal v Google. V Sloveniji mogoče to malo manj drastično vidimo, ker smo razmeroma majhna država, blizu je vse, kolikor pa če bi šlo eno večjo državo. In to je algoritmi, jaz sem navdušen, ko znajo narediti. Je pa po drugi strani malo zastrašujoče. Ok, kaj pa to, da nas poslušajo? To mit ali resnica? Se veš, to so te kavarniške debate, ne mi, da se bo zdaj začela pogovarjati o vsi bojo zanikali pa absolutno resnice. Blagovni znamki, čez 5 minut boš dobil, to se tudi meni dogaja, pa nisem štekal, a se mi to samo zdi, ali je to resnica, čez 5 minut se tako je bilo kar fancy, ker a nisem jaz o tem, a veš, včasih imam občutek, da jaz samo razmišljam o nečem, zdaj mi pa ta fenomen pojasnim, ne. Jaz razmišljam o nečem in se to nekaj potem znajde na enem ali pa na drugem, ali na mojem timelineu, ali na... Vsi bojo zanikali, absolutno resnica je, da vsi poslušajo. Vsi. Zaklenem imaš lahko telefon, računalnik vas zdaj poslušajo. In dobo boš v glas in v tvojo, če si prijavljen na profil, ali pa tudi, če si nisi prijavljen na profil, da znajo shekati noter, mislim, shekati ne, ampak povezati to, kar se mi je zdaj pogovarjal s tabo, in bojo dejansko vedeli in dali v, rečemo, tvoj profil, ki ga imajo vzad zgrajenega. Ne? Ampak daj vas zdaj midva povedati še, da smo mi v bistvu za vse te manevre dali v neki točki soglasje. Ne? Absolutno. Ker mi vse, kar smo poklikali, nismo prebrali. Ne? Pa nisem klikanje. Dajmo, pač, to, kar dela Google, Facebook, vse to, pač to je zaposlenih 10,000 inženirjev. To stane milijone, milijarde gotovo evrov, dolarjev na leto. Pač oni nekje služijo s tem. Ja, končni uporabnik je pa en digitalni nedomorodec, še po možnosti antitalentiran mojega kova. To ni fair bitka. Ni fair? Lej, evo, bravo, to debato sem želel načeti. Tukaj gre za neko izmenjavo. Ne? Jaz skratka vam dajem en kup svoje zasebnosti, pa en kup podatkov o svojem življenju, pa o svojem vedenju, pa konec koncev tudi že skozi neko analizo tudi o moji možganski biokemiji, o mojem počutju, ne se do tja še prideva. Vi pa meni date kaj? Čim boljšo storitev. Ja, mislim, dajmo lepo na listi čistega vina, pač nobena stvar na svetu ni zastonj. Ja. Pač ali plačaš za njo, ima tam ceno nalepljeno gor na izdelku, ali pa storitvi, ne? Ampak tudi to, kaj Google je zastonj, Facebook je zastonj, ja, plačaš za njo, sam ne plačaš z evrčki ali pa s kreditno kartico, ampak plačaš za svojimi informacijami, ki jih daš zastonj. Ja. In pač s tem si plačal. Krivda kle je, in jaz sem kle malo, sem na tvoji strani, nihče nas nam ni v tem obvestil naprej. S tem, kar si gor, boš ti plačal v valuti informacij, ki jih imamo mi v tebi. Ja. In pa zdaj Evropa hoče zadnje 5 let z GDPR in podobno vse to malo umiliti, prepozen je. Google je 10 let naprej že, to je sam brez veze GDPR. Ja, seveda, mislim, vse že imamo. Imajo. Posledice teh evropskih intervencij so na koncu slabe za uporabnika. Jaz moram zdaj na Pornhubu 3-krat klikniti eno stvar zaradi naše informacijske pooblaščenke. Pa preprav pa tudi nisi, a ne? Kje pa? In samo oni se po prsi potrpljajo, ja, naredili smo nekaj za evropske države, nič niste naredili. Ampak povej mi, a bi moral prebrati? Mislim, moral. A bi bila moja uporabniška izkušnja kaj manj tvegana, če bi prebral? A bi kakor spremenilo? Ali bi samo, če ne bi soglašal z vsem? Pač ne preber, pa ne klikam, ne strinjam se, to jaz delam. Ampak pol je moja uporabniška izkušnja slabša. Ne bo. Ja, remarketing teh oglasov na dobo iz Pornhuba. Ok, tega ne gledamo itak, no to sem se... Ja, vem, Ben to nagleda, vem. Ampak ne, pač jaz kliknem ne. Pač ne preberem. Pač iluzija je, ki nekje v Bruslju ratala, je iz pravnega stališča, ja, vsi bomo prebrali 3 strani tam pravne, mislim, pogodbe na vsaki spletni strani, ki jo obiščemo, zato da se strinjamo. Uporabniki smo leni, konc debate, dajmo nekaj, pač nobena od tega prav, kliknemo, ja, prodali smo sebe spet za 100, spremljajo naprej, oni imajo zdaj pravno podlago, vse super,
kliknili, da spremljam, vsi so rešeni, upravniki nismo nič na slabšem, mislim, na boljšem, na slabšem smo, ker imamo malo več klikov tam, pa te pop-upi ratujejo, pač. Ampak ne vem, če bi se strinjal, mislim, ja, strinjam se absolutno, da smo uporabniki leni, ampak leni smo pa tudi zato, ker mogoče nismo dovolj motivirani, da bi sploh spoznali to interakcijo, ki jo imamo z algoritmi. Se mi zdi, da smo premalo poučeni, da je to tako kot, a veš, ljudje so bili tudi leni 50 let nazaj, ko so vsi, a so bili ljudje leni, ker so vsi po vrst kadili, so bili bolj hedonistični, ne, samo slabši so bili obveščeni o posledicah. Razumem, moj ta vstopa v ta ekonomski odnos s tobačno industrijo. Se strinjam. In to je to, kar krivim industrijo, tako kot pač tobačnost je prekrivala, je kle digitalna industrija prekrivala, plačuješ za svojimi podatki. Absolutno se strinjam, ampak ta moj komentar, da uporabniki smo leni, mogoče iz malo širšega koncepta vedenja potrošnikov na splošnem prihaja, ne samo iz tega, da preberemo tamle GDPR, kaj kliknemo. O tem bo govorila, ker zato smo tukaj, ne, tudi v tem potovalnem podcastu, da spoznamo zgodbo še z tega vidika. Ne. Jaz sem na koncu dne sem jaz končni porabnik, potrošnik, nekdo, ki kupuje nek produkt, nekdo, ki mu mora ta orodja zagotoviti boljšo izkušnjo, nekdo, ki mu mora ta orodja pomagati. Ne. Zdaj, a mi res pomagajo? Jaz mislim, da. Jaz mislim, da je treba se v resnici vrniti 200 let nazaj. Ali pa 300. A toliko radikalno? Ja, deva začeti. 300 let nazaj, zato da nam fali 200 premalo. 300 let nazaj smo 1724. A je, koliko informacij smo takrat dobili? Vsi mi smo bili kmetje ali pa eni so bili pa feudalisti tam eni. Ja ne, jaz bi zelo tiste čase primerjal z neko distopijo, v katero gremo, ne. Ker če pogledaš, ne, v enemu, kaj je bilo takrat, ne, recimo leta, bravo, ne, to je bilo tam glih, ali pa peva še 200 let nazaj, ne, da bo zihar v enem kvalitetnem, ali pa 100 let, da bo v enem kvalitetnem srednjem veku, ne. Ja. Kaj je bilo takrat? Takrat je bilo, kar se tiče obveščenosti, bil ta one-to-many broadcasting. Nekdo je imel absolutno oblast nad resnico, nek cenzorski odbor, v tistem primeru je bila to sprega zemljiškega gospoda in recimo cerkve na našem prostoru, ne. Imel si en medij, to je bila prižnica v cerkvi, ne. Imel si super 3D vitraže, ker so bile edine podobe gor pekla in nebes, da so ljudje vedeli, kaj sledi, če bodo delali prav, pa kaj narobe, ne. Skratka, imel si absolutno oblast nad... Tako, eno resnico. Eno resnico, ne. Ja, in kaj smo ljudje? Ja, in zdaj, jaz razumem tebe, ti želiš biti malo hudičev advokat in me prepričati, da zdaj živim v popolnoma svobodnem svetu. Ne, nikakor. Meni se pa zdi, da gremo ravno spet v kaj? V ta moment, ne. Recimo, da postane Google v nekem trenutku tako velik, ne, da ta njegov tukaj že nove probleme odpiramo. Mi zdaj Google enačimo na nek način tudi, ima skozi YouTube, je na nek način medij, čeprav to ni medij, ne, on ne spoštuje nobene medijske higiene, oni imajo tam nek cenzorski odbor, kjer te lahko, ne da bi ti karkoli razložili, demonetizirajo, ker pač tvoj content oziroma tvoja vsebina ni primerna ni uglašena s poslovnim modelom. Ja. Ne vem, kako ne se sploh izrazim. Ja, pač. Odločijo se. Pač. Ja. A imajo res del odbora, ne, ali bolj algoritem spet vzata, ne? Ja. Odbor uradno bi mogli imeti. Se ti zdi, da je kar algoritem? Ja, absolutno. Ne zdi, vem. Pač 99, vse najprej algoritem naredi. Pa če soš malo pritožil ali pa karkoli, mogoče priješ do človeškega obraza niti ne, pač entitete človeške, ki bo stavo malo mogoče se dopicvala po e-mailu, ampak v osnovi je pa algoritem, vse. Najprej algoritem. Vse ne more obdelati, pač ne more toliko, nimaš rok, da bi vse to ročno obdelal. Ok, razloži mi to, začel si s temi oprosti, jaz sem te tako grobo prekinil z mojo neko idejo, s temi 200 leti. Ne, ampak hočem reči, da pač zdaj živimo v eno informacijski dobi, kjer si rekel, da sem hudičev advokat, po svoje pa ne. Pač zelo se, po moje, se Klebova na koncu strinjali. Pač informacijska doba najprej, to je dobro razsvetljena, zdaj imam kar dostop do informacij, the best je. In jaz mislim, da če bi 10 let nazaj mene vprašal ali pa pogledal tudi na splošno, na internet, pa na vse te, bi vsi rekli, to je velik korak naprej za človeštvo.
pač kar naenkrat imamo dostop do globalnih informacij, prava globalizacija posla se dogaja in informacij, it's all good. 10 let nazaj smo bili 14, ja, rečemo. Ja. Če zdaj vprašaš, bi jaz rekel, ja, sej so dobre stvari, globalizacije pa informacij, pretok informacij, ampak smo jih po zadnjih 10 letih kar kasirali tudi slabih, ali pa spoznali slabih lastnosti, ki jih smo takrat mogoče bili malo naivni, pa slepi, ali pa se še niso zgodile. Od fake newsa, do tega, da teh informacij, teh impulzov je toliko, zato sem šel 200, 300, 400 let nazaj. Koliko impulzov mi dobimo noter na dnevni ravni, pa koliko jih je kmet dobil noter. Ja. Pa pa še do priženca. Ampak koliko impulzov, on je v celem življenju dobil manj informacij, ki jih mi na dan dobimo. Ja, in da smo sploh evolucijsko opremljeni za nismo, no se kaj grem, točno. Ja. Teh 200 ali pa 300 let, koliko smo Homo sapiens, 2-3 milijone let, je približen, naši možgani so se 2 milijona let razvijali, zdaj pa 200 let nazaj so bile pač, zdaj sem zmislil, 10 impulzov na leto si dobil novih ali pa informacij na leto, vse ostalo je bilo pa krompir na isti način, 500 let so gotovo se tam nasadili, nič novega, zdaj dobiš pa toliko inovacij, toliko impulzov, toliko se spreminja, to, kar smo na začetku ne v 10 letih, ne v 100 letih, v enem mesecu ali pa enem tednu in naši možgani tega ne morejo sprocesirati. To je problem. In mi mislimo, da se bomo kar naenkrat spremenili. Naši možgani so 2 milijona se razvijali leta, Ja. Zdaj pa v 200 letih se pa morajo čisto spremeniti. To je kot da v človeškem življenju, če bi živel 80, tako 90, če živimo v eni uri ali pa v enem dnevu, Ja. moram razumeti novo realnost, ki se je mi zgodila. Ne moramo. No, ampak orodja, s katerimi, ki so nam na voljo, predvsem ta digitalna, bi morala razumeti to našo inkompetenco, da sprocesiramo Se oni vse informacije in da ona mene tako dobro poznajo, da zberejo tisto, kar je zame najboljše. Taka je ideja, v osnovi. Mislim, z vidika uporabnika. Taka je. A imajo zdaj evil plan v zadju nekje hudičev? Maybe, pusta to. Sigurno je nekje tudi vzad plan, saj delni, kako morajo oni zaslužiti, ker pač ne bojo, nobenih ne bo pritur. Ampak v osnovi, a zdaj dobimo bolj kvalitetne informacije in zaupata, ne? Ne vem, ravno to bi rad, da gledalcem in gledalkam, poslušalkam in poslušalcem poskušava pojasniti, ker recimo ti kot guru oziroma ti izvedenc v digitalnem marketingu, ti pač znaš moj produkt plasirati na trg. Ja. Jaz kot uporabnik ali pa kot končni potrošnik sem pa tisti, ko v Google nekaj vtipkam ali pa mi YouTube nekaj prepele ali pa Facebook ali pa Instagram ali pa TikTok ali pa kdorkoli, ampak jaz, a je to zame najboljše? Dve zadevi ste. Jaz mislim, da ja. Short odgovor je ja, zate je najbolje ali pa tako. Ampak zakaj ne? Če se zanašam na ta orodja, jaz sem recimo, veš, kje zavoham pri prevaru, če greš ti na nek TripAdvisor gledati, katera je najboljša restauracija v tvojem lokalnem okolju, ki ga hudičevo dobro poznaš, ne boš gotovo, da ti ne ponudi najboljše restauracije, ampak ti ponudi pajzel tistega, ki je pač največ keša vložil v digitalni marketing, oziroma ki je. Če grem jaz na Google karkoli iskati, to mi je šlo zadnje čase, mi je začelo to izdatno iti na živce, ker recimo iščem kakšne specialne stvari v zvezi z mojimi hobiji, skratka gre za nek vsebinski milje, ki ga si domišljam, da ga ful dobro poznam. A veš, on pa naredi take grobe napake in mi pol baše z neko ponudbo, za katero vem, da ja. Razumem, kaj govoriš. Ne me poskušati že enega čez vodo, tole pa res ni fair. Ne, absolutno se strinjam. Jaz mislim, vse to je to se govorilo zdaj Google, ne tep. Ne, vem, no hard feelings. Ne, jaz hočem reči, dvonivojski ali pa dvostranski odgovor je. Pač, če gledati 10, 20, 50, 100 let nazaj kataloška prodaja, in je tam v Ameriki prvi katalog ven šel, in so dali noter eno obleko, pa ene čevlje ali pa en, rečemo, potovalni paket, package. Kdo pa je to rekel, da je najboljši za potrošnika? Pač en se je odločil, en človek se je tam odločil, ki je imel vzad čisti incentiv bil denar. Se pravi, pustva zdaj 200, ali pa pejva v Priženco. Kdo pa je tukaj Priženca rekel, da je on najbolj skaj so gorili. Hočem reči, 50 let nazaj, ker ni bilo interneta, si zbiral izdelke od čevljev do obleke, do potovanj na podlagi katalogov.
Kdo pravi, da je bila najboljša informacija? Iz tega stališča jaz pravim, to, kar zdaj vidimo, je boljša informacija, zato ker so te informacije, pa bo šla pol malo bolj letale, ampak te informacije bazirajo načeloma na tvojem vedenju, na tom, kar v tebi vemo in na večji bazi, recimo, reviewjev od potrošnikov, od popotnikov, ki so bili recimo v eni restavraciji, ne. Pustva TripAdvisor malo kraj dala. Zato je izpravljeno, da je boljš. Na drugi strani, druga plat odgovora je pa, to je pa ta lenoba, ki sem ga premal. Ja. Potrošniki smo se polenili, ali pa ljudje smo se kar naenkrat 50 let nazaj, če si ti hotel priti do informacije, si se mogel malo potruditi. Ne? Pa v šoli, še mi smo se v šoli v 80 in 90 mogli kar malo potruditi, da si nekaj naučil. Kaj je zdaj? Googlita, ne. Pejmo na Google. Zakaj bi se jaz sploh učil ali pa matro zapomniti eno informacijo, če grem na Google? Ja. In smo leni ratali z tega stališča. In smo ratali nekritični. In fake news pa pol mogoče prišla. Ampak to je sam rezultat, da jaz hočem reči, informacije so, v osnovi so boljše, ampak vedno bodi kritičen, samokritičen. A to je logično ali ni logično? Če pa sam ne pomisliš, če požgeš možganov, je pa tudi tvoja krivda, da te en malo čez voda pelje, a ne? Ja, pač, daj požgi možgane, sej zato imamo ljudi, nismo živeli, a ne? Ko imamo možgane malo bolj razvite. A ne? Obstajajo kakšna orodja, obstaja kakšen bypass mimo tega digitalnega marketinga? A veš kaj? Ja, razumem, v kakšnem mislim? Ja, da bi jaz res dobil to, kar mi pravzaprav ideja digitalizacije obljublja, ne? Da bom jaz dobil ful eno personalizirano dobro izkušnjo. Ne? Se pravi, če me ta orodja res toliko dobro poznajo, da dajo toliko dobre podatke oglaševalcem o meni, ne? Zakaj te podatke orodja ne izkoriščajo v moj prid? Ne? Sej, a veš, Google ve, da jaz nočem, da me nategne in mi ponudi kot prvi zadetek nekoga, ki pač največ keša vložil v to. Ne? Daj bod pošten, sej ti dajem svojo pozornost. Klej je tista velika razlika, ki jo jaz vidim med Googlom pa med social, med družbenimi omrežji, Facebook, TikTok in podobne. Google ima še zmer in se zaveda tega, da če on tep ne bo serviral, ponudil najboljšega rezultata, če bo velikrat falil, da mu ne boš več zaupal, ne boš prišel več ga vprašati. Medtem ko družbeno omrežja bojo ponudili približno dober rezultat, ampak tistega, ko ne bolj plačal. Ker itak boš gor, ker so te navadili, da pač gor si na friendih pa gledaš one šorce itd. In z tega stališča I don't trust social media v smislu serviranja informacij, ki jih tam dobim in to je pa najboljši, temu najboljši kozarec, samo 3 evre, no, come on, ne more biti. Pač, jaz sem tipičen potrošnik, ki nikoli ne bom kupil preko družbenih omrežij, ker vem, da tam njihov interes ni v tem, da me najbolj prodajo. Ok, to je zelo pameten nasvet, ampak verjetno kot direktor podjetja, ki se ukvarja z digitalnim marketingom, pa znaš plasirati produkte na družbena omrežja, jih moraš znati, ne? Jih moram znati in delamo to, ampak zavedam se pa, da so redki potrošniki ali pa tudi redki produkti, ki se dajo kot hipni nakup prodati preko social medija. Ne moreš. Ampak kdaj so šle stvari v maloro? Ker jaz se spominjam recimo začetka, začetek, če vzamem, bom okolja, ki jih jaz bolj poznam. Ja. Recimo začetek Instagrama je bil itak bolj umetniški. Ne? Pa imel tam recimo, spomnim se, da je imel Marko Crnković, imel prvi Instagram in potem neke art fotke s temi filtri uporabljal in to se mu je zdelo blazno dobro. Ne? Pol je postal v nekem času, sem začel Instagram doživljati kot eno krasno tako nišno orodje. Jaz imam par hobijev, tam sledim neke osebe, ki počnejo nekaj podobnega, kar mene zanima in sem imel tak občutek, da imam res eno krasno vsebino ves čas na tej svoji časovnici, ker sem jaz užival v prizorih teh, ampak pol in seveda pol so mi tudi te nišni proizvajalci kakšne opreme uspeli kaj prodati, ne, po tej poti, ampak izgledali je zelo iskreno vse skupaj in zelo fajn premišljeno in sem jaz imel eno tako prijetno uporabniško izkušnjo. Ne. Pol v nekem trenutku je šlo pa vse maloro. Ne govorim vse o maloro. Ali pa 90% vseh vsebin so bile neke marketinške vsebine, ali so bile skrite za nekimi profili, ki so kar naenkrat ratali vplivnice pa vplivneži. To popolnoma zastopam, kaj govoriš. Ampak
A so zdaj to sam Facebook, pa Instagram in pa TikTok, mislim, TikTok mogoče še ni tam ali pa jih namenijo zdaj to rato. Ja. Pa ne vem, če je sam to. Jaz mislim, da vsaka popularna, pač ko je nova zadeva, je dosti pure, dosti clean, preprosta, čista, temu, ki je bila nekako namenjena v osnovi. Ko pride masa gor, so vsi navdušeni, pa zelo hitro se pojavijo hijene, karkoli, masa je, kako bomo izkoristili. Sej, če pogledaj, da gremo v turizem. Ti imaš tamle nekje v Mehiki ali pa na Filipinih zdaj eno točko, ki je top, the best, prazen in kjeram bengani. Naslednje 5 let bo to, malo se začeli razvijati, čez 10 let boš imel pa na glavni ulici štant zraven štanta pa masovni turizem. Čisto isto. Pač kar naenkrat, ko masa pride tudi tu, ki bojo maso nekako probali pobrati jim denar. Ampak masa danes generira socialna omrežja. Na nek način. Ne? Povsod, ja, mislim. Jaz mislim, da v sredini vsega ali pa z vsemi sporami življenja je social media zdaj povezan. Nažalost, prekajno dobro. Spreminja svet, to pogled. Ja, dejansko. Mislim, pač vpliv, to je ta, nažalost, ima, po moje, nažalost premočen vpliv na življenje, v katerem, ali pa na družbo, v kateri živimo. In to je samo zato, ker pač smo kot družba premalo kritičnosti. Premalo kritični in premalo pa prežgemo možgane. To je una lenova. Na kak način bi morali biti kritični? Kako? Na kak način bi morali biti kritični? A to pomeni, da se samo omejujemo, a to pomeni, da recimo skenslamo vsebine, za katere menimo, da nas nagovarjajo na čuden način. Vse to. Malo se omejiš, malo to delaš, malo pa si narediš samo refleksije, kaj sploh gor počneš, zakaj si gor, pa malo imaš enega filtra, kjer informacije boš verjel, pa kjer informacije ne boš verjel. Tle je, in jaz mislim, da iz tle izhaja ključen problem družbe. Zdaj, ker pač temelji na družbenih družbeno mreže so šle vsa sporenot, lik zaradi tega pa z influencerji pa vse zaradi tega, ker karkoli gor vidiš, skoraj nažalost večina ljudi vzame za sveto. Tako je. Ja, pa je res tako. Vse je malo, ali pa zelo veliko šminke čez dan. No pa še eno zelo pomembno okoliščino moramo omeniti, da so ponovno začeli algoritmi odločati o tem, kaj mi gledamo. Da so bile te stvari včasih zelo naivne, pa zelo organske. Jaz sem recimo na Twitterju sledil svojim 100 prijateljem in so se mi vsebine organizirale v časovnico, glede na čas njihove, kako bi rekel, oddaje sporočila. Tako je bilo na začetku. Zdaj mi ponuja pa čudne vsebine. Ja, absolutno. Mislim, zdaj, če greva pa čisto iz marketinškega stališča. Marketing v osnovi govoriva zdaj v 60-ih, 70-ih letih prejšnjega tisočletja, stoletja, ki se je začel kot veda oblikovati, je bila dosti čista. Pač ti si kot blagovna znamka, si tržil potrošniku na drugo, ali pa ciljni skupini in si želel to ciljno skupino čim bolj spoznati, kakšni so njihovi interesi, kakšna je demografija, želje, potrebe, kakšne imajo določene lastnosti in si svoj produkt in svoje sporočilo, kako boš pač seveda jim to prodal, plasiral na to. To je pure marketing bil. Z pojavom vseh telih algoritmov in družbenih omrežij in Google in podobne zadeve se je vmes postavil še en nivo in to je to algoritem oziroma stroj, the machine. In zdaj moš ti kot marketingaš, kot podjetje, kot nekdo, ki hoče najprej zaznati, kakšne so želje in potrebe algoritma, zato da zadostil algoritmu, da te spustil skozi sito, da boš in ti sploh omogočil, da si do svoje ciljne skupine prišel. Ampak to je totalno crazy. Hvala za to izpoved z stališča marketingaša. Še nisem, skratka, vi kot tisti, ki plasirate, recimo moj produkt, če sem podjetnik v neka okolja, morate najprej razumeti algoritem, ki je tam zato, da bi dojel moje potrošniške navade. Ja, dajva tako reči. Jaz lahko kot potovalna agencija posnamem odličen video, ki bi ga dal na Instagram in vem, da ga tebi bil najboljši, the best video. Ampak algoritem od Instagrama ocenil, da ta video bi samo 2 človeka polajkala, en beden video bi ga polajkala pa 200 ljudi.
In zato, ker bo 200 ljudi več časa preživeli na Facebooku, več signalov nazaj Facebook dal, bojo ga spromovirali, mojega pa pokopali. Pa video je brezvezen. V smislu zate kot vrednosti. To je, kaj si prej rekel, dobijo brezvezni zadeva gor. Ja, to je to. Okay. Pa še ena stvar, mogoče zdaj te algoritmi nas na nek način spoznavajo. Ne? Mislim, nas že kar dobro poznajo. Ne? Se mi zdi, da so o nas spoznati od stvari, ki jih mogoče zelo težko sprejmemo. Ker se mi zdi, kdaj pa je v zgodovini marketing ali pa kdaj so oglasna sporočila. Jaz se prav spomnim, zdi se mi, da so v nekem trenutku so nehala biti romantična. Ne? Ker z mojega otroštva je bil marketing kreativa in čudovita romantika, toliko da ne umetnost. Ne? Zdaj pa marketing ratu predvsem platforma, ki mu zagotavlja pozornost, je v bistvu sperma, znoj in kri. To je polarizacija, nasilje, konflikt. Zakaj nam algoritmi, če nam to kot marketinger poskušaš razumeti, zakaj algoritmi preferirajo te stvari? Ne? Ker to sem jaz opazil, se mi samo zdi lej primer. Ne? Jaz, če kliknem, recimo, to opažam na YouTubeu, ne? Če kliknem jaz neko vsebino, kaj pa vem, bom banalno rekel duhovnika, ki govori o Jezusu. Ne? Meni ne bo 14 dni algoritem ves čas ponujal duhovnikov ali pa podobnih tem. Ne? Jih bo, ampak ne v takem številu, ker če kliknem recimo tam nekega zasvojenca s fentanilom po nesreč, potem sem ta fentanil content ali pa motoristične tolpe. Ali pa recimo, to sem opazil, da ima tako izrazito preferenco, kadar jaz trznem na neke take skoraj sporne ali pa konfliktne gluposti, ne? Mi bo z veseljem s tem stregel, ostale stvari pa... Vprašanje je, kaj je algoritem kliva družba in mi kot človeštvo. To jaz govorim, algoritem je samo prebral, kaj mi hočemo. Točno to. Algoritem je samo stroj. Algoritem v osnovi, zdaj gre, to je reči, ni to umetna inteligenca, ampak je strojno učenje, kaj je en korak, recimo, do umetne inteligence, ali pa nekje vmes smo zdaj. To je program. Program nima čustev, program ni biased, ko je to v slovenščini, se pravi, ne bo te obsojal, ni pristranski. On bo vsak signal enako vrednotil. Sam je dobil tok signal, tisti, ki nasilje gledajo, če nasilje pokažem, bo imel kasneje še boljše odzive. In zato to je odraz družbe. To je čisti odraz družbe. Štekam, samo se pa ne moram zadovoljiti čisto s tem odgovorom. Veš zakaj? Ker po eni strani imaš pa tukaj tudi vprašanje kura pa jajce. Ne? Kaj je bilo prej? Ja, kaj je bilo prej. In spet, če razmišljam, kakšen je pa končni cilj. Ne? Zdaj, idealen cilj ene take distopične megakorporacije z grozljivke bi bila, ne, da je nam všeč, se pravi vsem 8 milijardam, da nam je všeč samo en produkt. Ne? In še ta produkt ne bo samo modre farbe, ne? Zato da čim bolj znižamo stroške produkcije. Ne? In zdaj, če ti nekomu vztrajno pereš glavo z neko vsebino, ne? Bo prej slej tak, ki mu pereš glavo, začel izbirati samo ta moder produkt. Tukaj se sprašujem, ne, je to do katere mere, oziroma ali pa v kakšni meri vsebine, ki jih za nas izbirajo algoritmi, oblikujejo že nas kot družbo, ne, in kako pa mi posledično nazaj vplivamo tudi, to je povratna zanka. Ne. Absolutno. Ratujemo skozi bolj podobni temu, kao mogoče algoritmi ali karkoli vzad hoče, da smo, in se samo stopnjuje. Pač tle algoritem sam po sebi, mislim, lahko ga ugasnemo v teoriji. Ugašno vse stroje, ampak se nikoli, po moje to nikoli ne zgodilo. Da presekaš ta cikl, to zanko, lahko sam vsak človek pri sebi to naredi. Z svojo voljo, z razmislekom, z malo samorefleksije, kot sem prej rekel, in to je pa malo too much. Ampak, a bi lahko mogoče, je napaka v poslovnem modelu, ne? To vem, da sem poslušal v zadnjič en intervju s tem Tristanom Harrisom in on je rekel, da je pravzaprav bil začetek konca, zdaj on kot veliki skesanec gleda zelo apokaliptično na to našo prihodnost. Prav, ja, začetek konca je bil takrat, ko smo ta trade-off naše pozornosti, da smo to vzeli kot poslovni model. Ja, mislim, ko si to
začeli dogajati in ko praktično, če pogledaš, ne vem, ko je Google, YouTube kupil, vse to je bilo približno tam, mislim, da je bila cena, ne vem, da so plačali, ali pa je bil Facebook, v glavnem, eno od teh akvizicij so zgodili milijarde. Nič evrov platforma še ni služila. Mislim, da je Facebook, Instagram kupil. Nič evrov prihodkov ni imel Instagram, nič. In so za milijarde zanga, samo zato, da so kupili podatke o uporabnikih. Jaz mislim, da takrat, ko to že par let prej, če tako gledaš, so se v zadnjem dogajali pa to, ker naenkrat je največja vrednost, ni tam ena korporacija nekje v Ameriki, ki končni produkt nekaj dela, ki ga lahko primaš, ampak najbolj vredne korporacije na svetu so tiste, ki imajo podatke. Ja. In to je ona zdaj. Kako? Ja, pa zakaj, ne? Kako je prišlo do tega in zakaj in kam to pele? Mislim, da prihodnost, če ne bomo začeli kontrolirati, ni tako, kot se rekel, distopija, ni tako rožnata, kot mislimo, da je. Ampak kako pa lahko kontroliramo to prihodnost? Kaj to pomeni, da bojo zdaj spet tam evropski komisarji stikali glave, pa spisali bojo. A mi lahko sploh ustavimo, ali pa ustavimo, a mi recimo demokratično orodje, ki so nam na voljo, a lahko sploh regulirajo segment ekonomije, ki ima zaposlene najbolj inteligentne ljudi na tem svetu in B, ki ima za sabo ali pa pod sabo umetno inteligenco? Rad bi rekel ampak se mi zdi, da pač... Si predstavljaš tam nek parlamentarni odbor, nekih kadrov, ki ne morejo druge službe dobiti kot v parlamentu, ker potem oni imajo 2000 plače in bojo tam razpravljali, kako nadmudriti Google. To zdaj delajo. Jaz bi rekel, osnovni koncept, lahko, v realnosti, pa tako, kot je zasnovano zdaj, pa ne govorim samo v Sloveniji ali pa Evropa, ampak na splošno, pač ne. Zaradi tega, ker si rekel, pač talenti na eni strani vršiš, na drugi strani nisi primerljiv, pa ta drugi problem je pa, počasni smo, pa prej Evropa nekaj sprejme, pač oni so že 10 let naprej in se strinjajo. Če se Google ali pa Facebook vedeli, da od 80 milijard, tako kot imajo zdaj prihodkov letno, izgubili bomo 90%, zaradi tega noben se ne bi strinjal. Oni se strinjajo, zakaj, ker vejo, da kar naredite. Mi smo že toliko naprej, da na nas to ne vplivali. Saj to je moje mnenje. Oni so tehnološko tako naprej, zdaj tako, da se bomo zdaj na institucije mi zanašali, bo pa tako nekdo za nas poskrbel. Ne, po moje ne. Ampak kot človeška rasa, če pa vsak zase začne in ena pa lahko en moment naredimo. No, ampak tudi, bom rekel, institucije lahko neke preproste ukrepe naredijo. Lahko, sam so že nekod imaš prakse, ne vem, šole, kjer so telefoni prepovedani, omejevanje v nekem tem smislu vsaj otrokom. Tle sem jaz zelo... Kitajci, ki so dali svetu TikTok, so zelo strogi do lastne populacije, se pravi, nekaj vedo, ti si reži malo psiho zadeva tam, ampak glej, ali lahko imaš v šoli telefon, ne, jaz mojim otrokom nikoli nam dovolil, da trenutno ne dovolim, da v telefon nosta v šolo, ni šans. Na drugi strani pa, kako je naš šolski sistem zasnovan, da pa dve sestri imam, obe sta učiteljci, tako da zdaj bom kasiral. Ampak nista oni dve nič krivi, ampak sistem je zasnovan, je Bog nadej, da bi se učili digitalnih veščin. In klej je problem, otroci, ki zdaj odraščajo, ki so zdaj v osnovnih šolah, njihovo osnovno delovno orodje ne bojo roke pa mišice, ampak bojo prsti, ali pa so še prstov narabala. Imamo govor, s katerim se v računalniku sporazumejo. Moraš zelo ratati domač v temu, mi pa ne smeš do 8. razreda, a 9. kaj zdaj kalkulatorja imeti, pa kje pa mi živimo. In nažalost mislim, da vzgajamo generacije, ki ne bojo kompetenčno razviti, da bi lahko tekmovali z drugimi nacijami po svetu. To je to. V Estoniji imajo od 1. razreda naprej obvezni predmet računalništvo. Obvezni, nič ni izbirno mogoče en. Teorije zarote pravijo, da je to zdaj vzpostavljanje tega digitalnega srednjega veka. Maybe it is. Če malo pretiravamo. Dobro, ampak... Dobro je distopičnega, ampak pa imamo pa še umetno inteligenco. Kaj bi ti rekel o umetni inteligenci?
No, super, ja, ne. Mislim, umetna inteligenca ni nič novega. Jaz sem na faks hodil 1999, par unih let kasneje in smo se učili umetni inteligenci. To, kar je zdaj ven, je pač nič novega. Obstaja že 20 let, se govori, teorija je nadgrajena, zmožnosti, ki jih imajo zdaj, so milijonkrat boljše, kot so bili takrat sploh na voljo, tako zato sploh obstaja. Sigurno rabi nadzor, ampak to, kar si prej enkrat vprašal, pač, ali si lahko predstavljamo svet, pa če hočemo svet, kjer bo vse perfektno, da bo res digitalno okolje meni in tebi serviralo najboljši rezultat, vedlo, pač to je edina umetna inteligenca zmožna. A si res želimo tam biti, I'm not that sure. To, kar zdaj vidimo za ChatGPT in podobne zadeve, to je v resnici tip of the iceberg, se pa en majhen delček te zgornjega ledene gore, v resnici spod je že ful razvita, ne, se pravi, samo vidimo tega, ne. Pač vidimo se, to sem te hotel vprašati, ker jaz danes, ko sem se pripravljal pa včeraj na tale najmen pogovor, sem tako, se rekel, ok, Miha, govoriš o nečem, kje pa ti to v praksi vidiš, kje pa ti to opaziš, in jaz sem edina točka, kjer sem jo jaz opazil, seveda kot tak neuk in nepozorno opazovalec, sem rekel, ja, videl sem pa dejansko neko ponudbo na Instagramu, ali pa to sem videl gore nekih dizajnov, zdaj, ki si jih lahko zdaj vsakdo prvoži z umetno inteligenco narejenih, ne? Oziroma s ChatGPT-jem, oziroma že kar s temi umestniki, ki jih dobiš noter v programih za oblikovanje, ne? Dobro, pa to še zmer, bi jaz rekel, ta zgornji del ledene gore. Ja, absolutno zgornji, se to te sprašujem, kje? Mislim, cel Google, cel Facebook, cel TikTok, to je vse samo umetna inteligenca. Pač, ne vem, pa če imaš Android telefon, dobro, pač tudi če imaš iPhone in pustiš avto, če imaš seveda telefon in avto na Bluetooth povezan, pustiš avto nekje, sploh bo on vedel, parkiral si, kje si ga parkiral, ker je zaznal, da si pač ugasnil motor, pa prej si premikal za hitrostjo, zdaj se ne in podobne zadeve. Zjutraj, ko se usedeš v avto, on ve, danes je ponedeljek, ura je 8, zadnje 37, ki je šel ob 8, od doma je šel v službo na to lokacijo in ti kar pove, tvoja tipična pot v službo je pa danes zastoj, pa je po drugi. To je vse umetna inteligenca na koncu. Ali strojno učenje, ki je osnova umetne inteligence. No. Pač, Siri je umetna inteligenca. Siri je umetna inteligenca. Vsako prepoznavanje slik, obrazov je umetna inteligenca, kamere, security, sistemi, vzati umetna inteligenca. Pač, ampak z vsako iteracijo skoraj bolj trapaste. Ne? Veš, kaj sem opazil pri Siri? Ne? Jaz tako pač priznam, ne znam izklopiti Siri v določenih režimih funkcioniranja in med tekom jaz poslušam glasbo ali pa podcaste. Ne? In ko začne Siri poročati, da so mi z GenI poslali, GenI sent you an email in potem mi začne brati v tisti angleški slovenščini tiste generične zapise iz računa, ne, sem jaz pol v nekem trenutku poštekal, da če rečem later, ne, da neha. Ne. Tečem jaz prejšnji teden in pač Siri spet začne poročati o nekem računu, ne, ki sem ga dobil po mailu in jaz rečem later. Ne, in model zdaj je tip, celo glas je v moškega spremenil, prav later is a novel by Stephen King. Naprej se košiti, jaz bom tega človeka s kože dal. Ne. In to se je še 3-krat zgodilo in on ni dovolj pameten, da bi dojel, da jaz s tem later mislim to prej. Ne, da ne. Se pa, ko sem rekel shut up, je dojel. Je dojel. Ampak je še nekaj dodal, ne, kar mu zameram. Ampak neverjetno je, da jaz sem bil v interakciji, ljudje so gledali, kako sem jaz v interakciji z neko digitalno entiteto in v tistem momentu po eni strani sem se veselil te prihodnosti, po drugi strani sem se pa malo prestrašil. Ne? Ja, se strinjam. Pač vse to, kar sem prej govorila, nam je prišel s frendi v bar na pir, pač bomo se pogovarjali z enim računalnikom, gor bomo imeli očala in to bo to naša prihodnost. Pa saj imaš teh distopijskih filmov kar veliko. Ja. Nismo daleč od tega. In ta umetna inteligenca te bo res, za razliko od partnerjev, poznala, te bo sprejemala in te bo poveličevala vse svoje narcisističnosti. In še vedela bo, na kaj ti triga najboljše občutke v tebi, ki bo znala tvoje energetska polja brati in signale in kaj vse. Krasni novi svet. Super bo. Ok, zdaj mi dva preden odbluziva v Huxleya in še kam, čist do konca. Zdaj, tukaj smo se na tem mestu, da se naučiva
zdaj s temi znanji, nekako jih ti imaš, zase izbrati najboljše. Zdaj, kako bi, ker smo potovalni podcast, zdaj jaz bi rad nekam potoval, in tukaj me čaka en cel kup digitalnega marketinga. Najprej. Kako bi jaz zdaj postopal tako, da bi bilo to zame, da bi dejansko dobil najbolj optimalen izplen zase. Pa greva kar začeti na začetku. Na začetku moram jaz izbrati kam, pa s katero agencijo. Kako bi se ti tega lotil? Jaz mislim, da to ni začetek. Kje pa je začetek? Začetek je, ti rabiš v življenju inspiracijo. Okay. Ti rabiš inspiracijo, mislim, ja, pač pustimo, Slovenci vsak julij in avgust bomo romali na morje, ampak v osnovi, če gremo govoriti malo o potovanjih, ti rabiš inspiracijo in en trigger, a je to povem, ko imam v službi vsega, a ne grem, a je to, dobil sem nagrado, pa imam cash, pa grem, ali je kleme, pa tale sneg gre na živce, pa grem, ali pa boš videl zdaj tamle fulsansko plažo na Facebooku slikco, pa te inspirira, ali boš videl to v reviji, ali boš gledal pa film, pa boš videl, tam James Bond, a ne? Ja. Kjera huda plaža tamle na Tajskem, pa to. Inspiracija. Okay, zdaj imam inspiracijo. In to je prva faza. Zdaj, ko imaš inspiracijo, v osnovi kot potrošnik, zdaj gremo res vedeni potrošnika, tipično, seveda smo vsi malo drugačni, imaš različne segmente potrošnikov, a si ti zdaj solo, a si grup, a greš na potovanje, a greš doživeti potovanja, a hočeš ležati, to se malo vse razlikuje. Ampak pol, ko greš to, boš začel raziskovati sploh, kaj je to, kam si želiš in delo je nabora. In kle pride že pač mogoče ti na algoritmika sva šla, se pravi, pač v osnovi boš, tipično potrošnik, boš na Google. Pač dej mogoče v zadnjem času inspiracije večinoma doživljamo celo na TikTokih in Instagramih, kar se tiče digitalnih kanalov, sledi research, se pravi raziskovanje te destinacije ali karkoli te zdaj inspirirali. Večinoma na Googlu, ki te prepeljejo na spletne strani agencij ali pa mogoče lokalnih turističnih organizacij ali pa državnih turističnih organizacij ali pa blogerjev, influencerjev in podobnih zadev. Ok, in kako naj bom zdaj tam kako naj bom pozoren? Na kaj ne gledam? To je zdaj prvi zadetek, ki mi ga nekdo ponudi. Je to... Zdaj pa jaz ful rad potujem, pa kaj jaz delam? Ok. Ne, nisem prvi, jaz jih pokljukam gotov prve 4-5, to je prvo. Zato, ker verjetno poznaš vse finte, veš, zakaj so stvari umeščene tja, kamor so umeščene ali ne. Ni toliko finta, koliko je samokritičnost. Jaz vem, da pač mogoče prvi zadetek dober, ampak kdo pa pravi, da je ta človek, ki je to napisal, kdorkoli je že bil, a je zdaj to lokalna turistična organizacija, agencija, je bloger, influencer, tak tik potnika, kot sem jaz. Ne vem, če je. Tako da zaradi tega jaz prvo, recimo, da lani sem Filipini researchal. Napišem Filipini, pojma njen kjer otok, kam grem, in iščem Filipini, najdem za splošno ključno besedo osnovne osebine, pol napišem Filipini, ne vem, v angleščini ali pa v slovenščini 10-dnevni itinerarij oziroma plan potovanj, iščem to. Se pravi, po eni strani en segment raziskovanja je okoli spletnih strani, ki so prav lokalne turistične ali pa državne turistične organizacije, ki so bolj splošne. Pogledaš drugo, kar jaz ponovadi pogledam, so rečemo bolj slovenske potovalne agencije, kjer imajo kakšne programe in se tam podučim, ker to je najlažje, tudi mogoče najbolj poznajo mene kot potrošnika, ker Slovenci kot potrošniki smo gotovo drugačni kot pa Južnoameričani. Ja, in seveda in tudi v slovenskem okolju deluje tako. Te neke reference tudi iz mesa in krvi, ki ti povejo, da je pa zanesljiv partner, s tem potuj, mi smo si imeli ok, s tem ne in tako naprej. Ampak zdaj smo pa mi dva že na poti, smo pa pred novimi izidi, zdaj pa pride v nekam neznano okolje in kam gremo mi zdaj pogledati, kje je najboljša restauracija v mestu, kdo ima najboljše revije. Slučajno sem se nekaj malega s turizmom ukvarjal in vem, da včasih te Googlove ocene to niso najbolj relevantni dejavniki. Se strinjam, Googlove ocene v osnovi
Mislim, najmanj, recimo v primerjavi s TripAdvisorjem, Google nikoli za turistično branžo ni dajal velikega poudarka, da bi to zelo močno se podal tu, da bo dobil za travel zadeve največ reviewjev. Je imel TripAdvisor veliko več tega, pač ker je specializiran za to področje, ampak TripAdvisor ima v primerjavi z Googlom zelo slab algoritem, ki se ga, kot si prej omenil, zelo lepo da prebrati in izigrati. In na TripAdvisorju pač malo vzad poklikaš, malo reviewjev daš, 15 friendom rečeš, ne klikne in si kar naenkrat prv pa restauracija. Se to je bil case, ne vem, ga poznaš v Londonu, ki pač ni obstajala restauracija, pa se ne boš restauracije v Londonu, mislim. Da. Tako da TripAdvisor je zelo dvomljiv zame in mu ne zaupam. Grem gor pogledati, še zmeraj bolj kot Google, ampak najbolj je lokalci. Kaj, vprašaš lokalca? Oziroma, zaradi tega jaz mislim, da tako kaj agencije Oscar, take agencije, ki ti ponujajo doživeti potovanje, imajo value. Zato, ker so bili tam. Mislim, sej na internetu, jaz vse bom najdu in si organiziral potovanje v lastni režiji, ki bo gotovo še cenejš, kot pa da v agenciji plačal. Ampak, jaz še nikoli nisem bil tam. A so vse te informacije čisto 100% relevantne zame, ali pa da ni fake news, ajde, pustimo, ni nujno. In nekdo od Oscarja je bil pa tam. Pa če se zaznamo, da oni čutijo mene, jaz pa pač da isti tip potovanja, kot si ga jaz želim, bojo oni sigurno bolj relevanten komentar ali pa priporočilo za restauracije, kot pa Google. Ker te poznajo kot osebo. Ok, še to me zanima. Algoritmi, to je zdaj spet presplošno rečeno, ampak recimo, a preferirajo big business pred small businessom? Ker moje izkušnje zadnjega časa, sploh na potovanjih, so take, da ko prideš na neko destinacijo, pa začneš opažati, kaj ti ponujajo. Ne? In sem opazil, da mi recimo vedno ponujajo največji ta zabaviščni park z živalmi, ki je pač obaveva in pač big business, ker je tako že podprt z vso možno ostalo promocijo, imaš obcestne plakate, imaš hribe, kjer so travniki pokošeni z njihovim dizajnom in tako naprej. In zdaj jaz to dobivam še prek vseh, prek socialnih omrežij, prek Googla. Tako in se mi zdi, da to ni čisto tista izkušnja, ki bi si jo želel imeti. Ne? Jaz pa pridem tja spoznati neko okolje. Ne? Ja. Zdaj, kje so te lokalni biznisi, kje so te playerji, ki se ravno tako verjetno želijo oglaševati prek teh orodij, ne? Ja. Pa, a ne pridejo več do mene, ali so premajhni, ali se ne oglašujejo? Ne, to si super si opisal. V osnovi me nam rekel, da Google preferira big business, rezultat pa nažalost je tak. Google bo preferiral ali pa pač bo preferiral tudi small business, majhne zabaviščne parke, ponudnike, majhne restauracije. To nima problem s tem, ampak problem je, da znotraj algoritma se pa dogaja tako, da pač večje, ko je spletna stran, več ko obiska generira, več ljudi, ki prije gor, Google pomeni, ok, če imamo A pa B spletno stran, če A spletno stran obiše 100,000 ljudi, B spletno stran pa 3,000 ljudi, jaz gledaj, A nekaj bolj dela. In kle priješ do problema, ker oni toliko več dajo oglaševanje, da generira ta obisk, da signal Google dajo, je bolj pomemben kot B. Drug problem je, da te small businessi ponavadi nimajo toliko denarja, da bi res toliko dobre kvalitetne vsebine pripravili za spletno stran, imajo že slabšo osnovo kot pa ta velika. Jaz, mislim, to moramo se zavedati in se točno strinjam. Napišeš, greš nekam v Mehiko, Filipine in jaz sem taka ti pač po moje, jaz hočem avtentično, jaz hočem, da bom pa na tleh jedel, jaz hočem doživeti lokalno kulturo, ne pa da gremo v 5-zvezdični hotel pa isto, kar če bi v robi, brez veze. Pač kaj grem zaradi kulture. In če greš na Google, ti bo vrgel točno te 5-zvezdične zadeve, brez veze, pač nobene duše nima lokalne. Kle, jaz bolj, mislim, vsaj jaz imam tak feeling. Ne, sorry, ker se smijam, ker sem dojel, da sva mogoče, mislim, da si mogoče zasluživa kakšno klofuto, ne? Zdaj iskati neko lokalno avtentičnost v okolju digitalnega je tudi malo taka protislovna, ni, Mislim, ja pa ne, razumem, kaj hočeš povedati, ampak jaz mi, zdaj pa, toliko sem pa že v turizmu not upleten z različnih spor, da pač trend turizma je
bil masovka, trend turizma, saj tudi v Sloveniji, pa tudi v Evropi in na določene lokacije, skozi bolj je lokalno, avtentično, majhno. Pač Slovenija ima to strategijo, v osnovi, ki se mi zdi the best, ampak to najdeš tudi v drugih, rečemo, daljnih destinacijah, kjer so ugotovili, mi hočemo biti to, kar je to, in so majhni in so butični, pristni, the best. Moraš pa znati to najti. In to je to, kar jaz na Google polka iščem, pišeš off the beaten track ali pa recimo raj napišeš, kar sem jaz najboljše informacije dobil, je pač, če iščeš potopise ali pa blogerje, ki naredijo pač en seznam in vidiš, da bloger, ki ima 2 otroka stare, to kaj jaz, the best, ali pa potopis in vidiš že, kaj so šli, to je stil, ki jaz hočem, se pravi, da stvari, ki jih oni priporočajo, tudi če bojo malo sponzorirane, kakršne so, ampak bojo veliko bolj take, ki bojo meni odgovarjali. Zanimiv nasvet. Super. Mogoče evo za konec še to, ne, zdaj, glede na to, da je očitno ključna dobrina, ne, ki poganja vedno večji del ekonomije v tem trenutku, v tem svetu, pač moja pozornost, ne. Kako bi ti svetoval, glede na to, da se ukvarjaš s tem, kako bi jo jaz pametno investiral? Oziroma, če sva zdaj o tem govorila, da nečesa ne najdeva, ker je nečesa preveč in nekdo, ki je v tem primeru algoritem, misli, da je tisto pomembnejše do vsega ostalega, kako ta algoritem mogoče z nekim pravilnim investiranjem pozornosti dolgoročno naučiti? Vem, kaj me sprašuješ, pa ne vem, če hočem odgovoriti na to. Mislim, v osnovi, čist direkten odgovor, pravilen na to je, pač glej stvari, ki so ti všeč. Če vidiš stvar, ki ti ni všeč, ki nisi ti, ki se ne strinja z njo, čim hitreje beži stran od nje, zato da algoritem ne bo zaznal signala, všeč mu je pa nasilje. In bolj ujači si signale, kaj ti je res všeč in bo počasi algoritem se naučil, kaj ti je všeč. Osnova. Ampak prvi moj odgovor je bil pa, mogoče pa je pa dol z interneta, nama z 8 ur, temu pa je na 1 uro, maks. 1 uro in jaz mislim, da kar nam zelo manjka je tišina in samota in dolgčas. Ker v tišini, samoti in dolgčasu po moje najdeš, kdo si resnično ti. In po moje tam veliko več od življenja odneseš, kot pa da scrollaš na Instagramu, tudi če pravilne vsebine. Andraž Štalec, tole so pa super zadnje besede. Najlepša hvala. Hvala tebi. Zdaj bom naredil v slogu Oskarja, ker so tole le oskarizmi in ti moram dati eno vprašanje, ker sem te pozabil na začetku vprašati, to je Phil Rush vseh teh oskarizmov, potovalnih podcastov, vprašanje, ki ga dobi vsak, zakaj potujemo? Na splošno, zakaj jaz potujem? Ja, zakaj potuješ? Sem navezan na moj zadnji odgovor prejle, ker se v osnovi, nažalost, v vsakdanjiku nisem sposoben toliko odklopiti, kot bi si želel. In jaz potujem zato, da se odklopim. In ni Instagram postov in ničesar, in sem jaz. Uživam lokalno kulturo in to je to. Hvala, čim več tega. Hvala tebi.